Zdi se, da je strategija demokratov za zmago na volitvah najti najbolj neumne in najslabše kandidate vseh časov. Dobesedno nasilne, nore, zmešane ljudi in ustvariti kampanje, da bi jih spravili do zmage. Ja, to je nova strategija in danes bomo govorili o tem tipu, Karlu Bessinu, ki je dejanski kandidat demokratov. In ko rečem dejanski kandidat demokratov, boste verjetno presenečeni, ko boste videli ta posnetek. Pospravi svojo torbo! Pospravi svojo torbo! To je on, če to ni killer. Rekel sem mu, če želi. Pridi sem. Pravilo številka 1. Če želiš biti politični kandidat, ne dovoli, da te ujamejo na kameri, ko si nasilen. Konec je. Ne, pusti to primeru, prav. Pusti to primeru, ne. Aj. Jebi se. Pri mojih puncah, ne bojo šle ko moji punci, stari. Ni mi mar. Glede tega, stari. Mislim, se spomniš časov, ko si moral, če si hotel biti nekdo v politiki, biti urejen in se predstaviti kot nekdo, ki je uglajen in mu je mar za družbo. Ne pa kot nekdo, ki je pripravljen kričati nag na plaži. No, ne ravno nag, ampak v čudovitih, slavnih boksaricah. Kaj je naredilo? Še naprej, gremo. Kaj se Oglejte spuščate? si to, fantje. Še naprej, pedi. Nisem ga jebeno spravil v zemljo. Tega mi ni treba narediti. Pojdimo. Brat, Kar nadaljuj. naj ga spusti noter. V redu, dobro, konc je. Konec je. On je otrok. Je res. Fantje, še malo pa se bo začel tepsti. Še malo pa se bo začel tepsti pred kamero. In želi biti kandidat demokratov, fant. Pridelovalec stolov. Haha. Tako je, brat. Pravkar je bil nokautiran. Mislim, ne vem, če obstaja večji znak šibkosti kot to, da si dovolj neumen, da ne znaš nadzorovati svojih čustev in se spustiš v boj z moškim, ki je 10-krat večji od tebe, ga udariš s stolom, potem pa te ta moški preprosto premaga in ležiš na tleh. Mislim, to je trenutno obraz demokratske stranke. Zbudi se. Ja. Zakaj si glasoval, svetoklinec? Je? Čoj si radio? Ne vem, kaj naj naredim, ampak bom to naredila. Ne veš, ne veš. Je res pravkar spet poskušal iti nad njega? Kako neumen je ta tip? Veš, če bi gledala ta video brez konteksta, da bi vedela, da je on dejansko demokrat, kandidat demokratov, rekla bi si, to je eden najbolj neumnih moških, kar sem jih kdaj videla. Zakaj bi šel proti temu tipu? Nauči se uravnavati svoje čustva, nauči se nadzorovati sebe. Ta moški nima nobene možnosti za uspeh. Ampak spet, nekako je dejansko kandidat. Pravzaprav je točno tako, kot demokratska stranka načrtuje, da bo izgubila ameriške volitve, saj za kandidate svoje stranke postavlja te psihopate. Videti je kot piščanec. Rjav. Pridi sem. Remind us, everybody. This is him. Don, go ahead. Go. I didn't fucking put him in the ground. Mislim, poglej, kako je izgledal incident s stolom. Vzel je stol, da napade tega tipa, ki je 2-krat večji, ali? Fant. Poglejte, kdo je ta tip, če se vsi sprašujete, to je kandidat za kongres. Ime mu je Kiril Bason. Se je sprl z 61-letnim moškim in ga prosil, naj utiša glasbo. Bason naj bi grozil, da bo ustrelil ženo tega moškega in več mimoidočih. Krajevni moški, ki ga vidimo, kako prihaja iz ozadja, se je soočil z Basonom, ga nokautiral, nato pa mu mirno rekel, naj neha groziti ljudem. Policija pravi, da je Bason kasneje potegnil nož in še naprej grozil ljudem. Ko so policisti prispeli, je domnevno vrgel nož v ocean. Zgodba postane še slabša. Isti mimoidoči je zaplaval v morje, pobral nož in ga izročil policiji. Bason je bil obtožen 2 točk groženj prve stopnje s terorističnim namenom. Varščina je bila določena na $1 milijon. Policija pravi, da je bil aretiran tudi zaradi drugih napadov in primerov poškodovanja lastnine od maja dalje. Več ljudi pa je proti njemu pridobilo začasne prepovedi približevanja. Zdi se, da je bil danes še en uspešen dan, povezovanje z volivci med kampanjo. Fantje, za hip tole preberite. Pravzaprav je težko dojeti.
Demokrati želijo izgubiti te volitve. Izbirajo kandidate, kot je Kiril Bason, moški, ki je bil areteran zaradi več različnih kaznivih dejanj, ki je zdaj na prostosti, po plačani varščini, zaradi 2 obtožb groženj s terorističnim namenom, potem ko je poskušal napasti večjega moškega, ker ga je prosil, naj zmanjša glasbo. Bil je nokavtiran, vzel je nož. Nož je vrgal v ocean. Ljudje poberejo nož iz oceana, ga prinesejo nazaj. In kljub temu je on še vedno demokratski kandidat za kongres. Pogum za odhod. Sočutje za služenje. Sem Kiril Bason. Kandidiram za kongres, ker ne morem več stati ob strani. Tako kot mnogi med vami sem opazovala, kako je naša država postala razdeljena in negotova. Ko me je moj zaročenec izval, naj stopim naprej, sem vedela, da moram ukrepati. Točno takšno osebo želite v svoji stranki. Moški, ki svojih čustev ne more dovolj nadzorovati, da ne bi napadel človeka, ki je 2-krat večji in 20 let starejši od njega. Ta neumnost se mi zdi popolnoma nora. Zvezdno vodstvo, lokalni učinek, prave rešitve, pravi rezultati za vse. $1 milijon varščine za tega človeka. In še enkrat, demokrati v bistvu opravljajo delo namesto vas. Izbirajo najbolj neumne ljudi, kar jih lahko, in mislijo, da bodo vsi slepi za to. Obstaja razlog, zakaj ti posnetki postajajo viralni. Ta moški napada vse. Poslušajte, zdaj je pomembno naslednje. Pred nami sta 2 Ameriki. Izbrati moramo tisto, ki uresniči neomejen potencial te države. Če želimo živeti v Ameriki, ki odviga neustrašnost, in ne v tisti, ki tone zaradi lastnega strahu, moramo postati resni že danes. Mislim, neustrašnost je točno tisto, kar je imel ta bedak, ko je poskušal napasti tega moškega. Kaj se dogaja? Mislim, glej, vzame stol in potem naj bi hodil naokoli ter poskušal zabosti ljudi z nožem, ki ga nato vrže v ocean, ko pride policija. Mislim, in zdaj samo pade na tla. To je točno to, kako izgleda ameriška neustrašnost. Če morate izbirati med 2 Amerikama, prijatelji, izberite to. To je genialno, to je res popolnoma briljantna strategija. Tukaj je Cvetja M. Brady. To je kar naporno. Kaj ne rečem? Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.